En zelo lep pozdrav iz Mladinskega centra Hrastnik. Moje ime je Klavdija in sem letos del organizacijske ekipe Slovenske note 2020. Odločili smo se, ker je danes en mesec do finalnega večera, da skupaj poklepetamo z našimi finalistkami in danes kot prva z mano bo Taja Jamnik. Pozdravljena, Taja. Imaš kar zajčka danes. Ja. Kako si? V redu, vi? Tudi. Malce živčna, ampak sem v redu. Kaj počneš med počitnicami? Na morju sem bila, pol jaham, plešem, pojem, gimnasticiram, vse živo, s puhotom se igram, ja. Odlično. Se pravi, imaš rada vse živali, nasploh, nimaš samo zdaj zajčke. Mislim, rada imam vse živali, razen tako kakšne žuželke ali pa kobilce ali pa kaj takega. To se pa malo bojiš, ne? Ni najbolj prijetno, če srečaš. Tudi komarjev ne maram. Mislim, da to nišče ne mara teh komarjev. Nam sam kri pijejo. Ja, no, poleg tega, da imaš čut za živali, kot sem opazila, imaš tudi čut za ljudi. Saj si ena izmed tistih finalistk, ki si ostale botrila, da se naj ne sekirajo preveč za, ne vem, zlobne ali pa nesramne ali pa neprimerne komentarje. Kako se soočiti s tem? Imaš kakšen, ne vem, nasvet ali pa predlog? Ja, moj nasvet je, da se ne sekira, zaradi tega, ker pač ti ljudje so običajno sam ljubosumni in pač jim je dolg čas in se ful boljš počutijo, če pač si tudi ti žalosten, ker so oni. In pač to moraš sam ignorirati in se sploh ne ozirati na to. Strinjam, ja. Samo včasih je pa to kar težko narediti, ne? Ja, včasih je. Taja, imaš pa tudi svoj YouTube kanal, sem opazila, na katerem objavljaš svoje coverje pesmi. Po kakšnem naključju jih izbiraš? V bistvu pesem, ki mi je všeč, pa tudi, ker se mi zdi, da jo dosti dobro odpojem, pol pač dam na YouTube. Pa imaš rada tako tuje kot slovenske izvajalce? Ja, imam. Se pravi, ne daješ težo bolj slovenskim kot tujim? Ja, recimo. Bila si tudi zmagovalka osnovnošolskega glasa mladih 2019, se pravi, si potem kar že navajena petja in pa nastopov. Ja, sem verjetno. Letos smo imeli preko Slovenske note že tudi sami ogromno nastopov, pa ogromno vaj in pa različnih dogodkov. Pa me zanima, kaj je bila tista stvar oziroma dogodek, ki ti pa najbolj ostal v spominu? Pač najbolj mi je bilo tako, da smo se tudi spoprijateljili med sabo, ampak dogodek pa mogoče snemanje razglednic, to mi je bilo tako najbolj zanimivo pa prva izkušnja taka, ker sem prav pač snemanje pa to. Glede na to, da se tudi približuje finalni večer, ki bo 5. septembra v Delavskem domu Hrastnik, me zanima, če se že kaj pripravljaš na ta dogodek. Ja, vadim. Vadiš pesem. Se pravi, katero pesem si pa izbrala za finalni večer? Ni mi žal. Ni mi žal, okej. Se pravi, zdaj je to pridno vadiš in še kaj drugega, imaš še kakšne ostale priprave, ne vem, si šla že kaj v shopping, ne vem, outfit? Ne, še bom to kasneje. Imam že nekaj v mislih, imam že doma pač oblekce, samo pol izbrala pač. Super, glavna je torej pesem in pa glas. Ja. Tako. Zdaj pa dobili smo včeraj tudi nekaj vprašanj zate. Naprimer, Nejo zanima, kdaj si se začela ukvarjati s petjem? Kdaj sem se začela ukvarjati s petjem? S petjem sem se začela ukvarjati, ko sem, pač že od majhnega sem pela veliko, skozi sem nekaj nastopala, pa v pevskem zboru sem bila že od 1. razreda. Pol v 3. razredu sem se pa začela učiti solo petje pri Alenki Gotar in to je bolj tako, pač. Recimo, pač, da sem več vadila pa tako. Ja. Super, pa še Neli zanima, zakaj si se odločila, da boš postala pevka? Ker mi petje pomeni cel svet in pač res rada pojem, tako da.
Zdaj pa te še povabim, da gledalcem nagovoriš, zakaj naj spremljajo finalni večer in pa zakaj naj glasujejo prav zate. Spremljate finalni večer, ker bo tam veliko dobre slovenske muzike. Zame pa glasujte zaradi tega, ker bi mi to zelo veliko pomenilo in pač, da me še naprej spremljate in to. Najlepša hvala, Kaja, ker si bila z nami. Mi pa se vidimo jutri, ko bo z nami naslednja finalistka Živa Gantar. Do takrat pa lep pozdrav. Ja. Adijo.